Jaz imam tukaj drugačen spomin, kot ga ima naš prijatelj Erhard Busek. Jože Strgar se ga gotovo spomnil, kaj prihaja v Slovenijo, takrat, ko je šlo, rekel, smo prihajali na dan. Glejte, nobena javnomnenjska raziskava ni nakazala te zmage znotraj Demosa. Mogoče jo je kdo slutil, torej ta gospod Busek trdi, da me je vprašal v hotelu Unionu, kdo bo zmagal in da sem mu jaz trdil, da bomo mi. Mogoče sem to res rekel, ampak vam priznam, da sem bil presenečen naslednji dan, ko so rezultate... Tudi. No, vidiš, evo, pa nas je bilo nekaj. Ampak seveda, ko greš na volitve, zmeraj rečeš, da bomo zmagali. No, ampak mi smo res zmagali na presenečenje in jaz sem to že prej deloma razložil, zakaj je to bilo. Ker ljudje se še zdaj sprašuje, pa kako da glih krščanski demokrati, ki naj ne bi niti nastali, veste, da tudi v krščanskih krogih ali pa recimo tudi v cerkvenih krogih niso bili nekako najbolj navdušeni na tem. Zlasti ne France Bučar, ki sem ga sicer vozil po Sloveniji, da je predaval o totalitarizmu, demokraciji in tako naprej. In ni nič veljal argument. Mi smo rekli, mi želimo narediti nekaj tazga, kar imajo Nemci v CDU-ju ali pa s CSU-jem, ampak mi smo rekli, krščanska demokracija mora biti prva ali pa druga stranka, tako je nekako po normalni Evropi, ampak ni bilo to vse sprejeto. No, mingede bi še to povedal, da pred tem veselim dogodkom in presenetljivim smo mi obredili Slovenijo, Jože bo se tudi često tazga spomnil, ali pa Slavc Miklavčič, ali pa tisti, ki ste bili tam zraven, smo nastopali vsak večer nekje drugje, so ljudje rekli, čakajte, dajte malo mir, politika ni za kristjane. To naj to drug delajo. En slavn gospod, ki ga ne bom imenoval po imenu, ki pove kakšno modro, pa tudi kakšno drugačno, je pa takrat, ko smo zmagali, rekel Lojze, dajmo to kar unim pustiti, oni so zavozili, naj še ven potegnejo, mimo kakšne volitve počakali, pa bomo pa mi. Take naslove, take na svetu sem izdobival iz najožjega območja stranke, če tako rečem. Danes to lahko sproščeno povem, takrat mi je bilo pa sram, da bi to povedal. Skratka, ljudje imajo, veste, ko gre za res, imajo lahko zelo različne poglede, kaj narediti, kaj podvzeti. Tako da tisto takrat je bilo res nekaj posebenega, ampak seveda, ko zmagaš, so tale čustvena valovanja zelo kratka, predvsem se zaveš, da si s tem prevzel tudi veliko odgovornost. To je bilo hkrati. Jaz se nisem sprašal, kaj pa zdaj, ampak mi smo bili prej zmenjeni, da prevzame stranka, ki bo zmagala znotraj Demosa, mandatarstvo, oziroma da ima pravico do mandatarja. Naj tukaj povem, ker mogoče tudi ni komu jasno, ali pa smo že malo pozabili. Jaz sem takrat iz več razlogov sem iskal boljšega človeka od sebe. Meni je to kot predsedniku nekako, so rekli, šlo, ampak jaz sem Pučniku predlagal, sva šla gor za 2 uri proti Rožniku, tam okoli sva hodila, sem rekel, Jože, tole bo šlo vse skupaj zelo zares, ti imaš eno drugačno izkušnjo, ti si bil, koliko je bil skoraj 20 let, ali koliko, živel v demokraciji, jaz nisem, sem rekel, ti si predaval te zadeve, plus tega je pri tebi še nekaj, sem rekel, če bom jaz predsednik vlade, bo ves čas tekla polarizacija zaradi dejstva, da sem jaz kristjan, kar se je dejansko dogajalo potem. Sem rekel, tebe ne morajo masirati na ta način in moja ideja je bila, da se dajmo izogniti vsemu, kar se da, vsemu tistemu, kar bi oviralo realizacijo glavnega cilja. No, on je vzel si en dan, eno noč časa in je potem
me drug dan poklical in rekel, sem se odločil, da tega ne bom sprejel, in rekel, ti želim vso srečo. Ne. Namreč, če sem njemu to tudi iz enega drugega razloga ponujal, iz tega, ker je izgubil predsedniške volitve. Ne. In je bilo na vsodanje tudi vprašanje, kaj narediti zdaj šefom gibanja. Njega smo naredili za predsednika Demosa, ne. In veste, kako in zakaj je tiste volitve izgubil. Ne. In skratka, sem več teh stvari premišljal in se je mogoče bilo pa tole fajn, če bi Jože tole takole peljal. Ne. Jaz sem celo še enega drugega človeka nagovarjal, ki je bil pravnik in ekonomist, sem rekel, zdajle bo trda po obeh teh linijah, ti si tukaj bolj not, ne. Mogoče bi ti to bolj, rekel, učinkovito lahko peljal. Seveda, tudi tisti gospod ni bil za to, no, in pol sem jaz v to vodo skočil, mi ni žal, in mislim, da sem pač svoj del odgovornosti v tej zvezi opravil. Ne. In torej, še enkrat bom rekel, zmagali so tisti, ki so doživeli najtežje čase. Niso doživeli težkih časov samo kristjani, ampak trdim, da so bili to najbolj prizadeta kategorija ljudi v komunizmu. V razpadu Demosa ste ga že večkrat vzeli zdajle v mislu. Zanimivo, o tem bi se dalo seveda gotovo govoriti, ne, cel večer, a so bili to ideološki razlogi, a so bili osebni razlogi. Ampak mogoče to stvar pogledamo z tega vidika, ki je povezan z vašo funkcijo predsednika vlade. Namreč, da je bila to ena usodnih napak, da se je Demos, oziroma del Demosa odrekel vam kot predsedniku vlade, to je gotovo ena najbolj usodnih napak, ne, v zgodovini tele mlade naše države. Pa me zanima, če veste že po toliko letih, zakaj so se to odločili takratni socialdemokrati in demokrati in še posebej Jože Pučnik, ki ga zdaj omenjate, ki je recimo sicer tudi potem priznal napako, ne, eden redkih ljudi, ki se spominjam sam, da sem prebral recimo v Magu, da je to bila napaka, ampak zakaj so se takrat odločili za ta korak? Tle je bilo več faktorjev. Jaz mislim, da je bilo približno takole. Ko sem enega od CDZ-ja vprašal, če bi bil podpredsednik vlade, oziroma minister in mogoče tudi podpredsednika, mi je tisti gospod odgovoril, jaz sem lahko samo predsednik. Torej, v SDZ-ju, malo za šalo, malo za res, ampak oni so bili prepričani, da bodo zmagali. Ne. In če vprašate Tomažiča ali ministra Vencla ali še koga, ki je bil v SDZ-ju, vam bodo pojasnili, da so v tej stranki zelo težko vzeli na znanje, da so zmagali krščanski demokrati. Ne. Če ste vprašali Spomenko Hribar, je to mislim, da tudi nekje napisala, kako jih je Rupel pred osamosvojitvijo, nekje v Bohinju, če se ne motim, svaril pred neoklerikalci. Ne. Jaz tega rekel, mislim, sem ga enkrat vprašal, kaj bi to bilo, ne, pa je rekel popubusno. No, ampak sem prej Rupla omenil, ti si pa omenil Pučnika. Torej, javno so zdaj to že 4 ljudje povedali, tako rekoč vsi ta glavni, ki so pri tej demontaži sodelovali. Pučnik je to prvi povedal, rekel, bi se morali zmeniti s Peterletom in iti naprej. Pol drugi je to naredil Janša na kongresu stranke pred 2 leti. Tretji je to naredil Rupel, četrti pa to naredil prejšnji teden Bavčar, ne, ki je na konferenci VSO povedal, da tisto ni bilo v redu. Skratka, ne, zdaj nekako se celo strinjamo, da ni bilo v redu, ampak tle je tudi zunanji moment. Ne, ni samo ta alergija pri SDZ, v kateri je prišlo do ideje, da me zamenjajo že pred osamosvojitvijo, ne. Ali pa, če bilo treba iskati še kakšna dejstva, Rupel je podpisal, se je pridružil temu poskusu podiranja generalnega državnega tožilca Drobniča
junija, tik pred osamosvojitvijo, so še zbirali podpise, kako Drobniča dol spraviti, ne, krščanskega demokrata. Ne. Skratka, če gledate, kaj je Piero Fassino povedal, oziroma kaj so njemu rekli, ko je prišel v Kučano, to je on v svoji knjigi popisal in mislim, da je zadnjič tudi ali jo Janša ali Rupel citiral, mislim, da je Janša, ne, so ga prosili, ne, tega Fassina, naj naredijo nekaj, da ne bo šla zasluga za osamosvojitev čist na desno, ne, ali pa reci krščanskim demokratom, ne, ker jaz sem imel pač tam eno izpostavljeno pozicijo, jaz sem lahko komuniciral direktno s Kohlom, ki je bil ključni za mednarodno priznanje, z Alojzom Mokom, ki je bil zunanji minister Avstrije, 9-krat sem bil pri papežu, jaz tega niti nisem obešal na veliki zvon, bi še bolj padl, ampak ti trije ljudje so bili ključni podporniki Slovenije, ne, in do njih je imel dostop najlažji ali pa najprej, ali pa nekaj časa samo pač predsednik krščanskih demokratov. In pač jaz sem vesel, da sem to priliko imel, ne, in recimo lahko tudi drugače, torej v Demosu se je prezgodaj začela borba za oblast, zato sem jaz tudi takrat, ko je Janša par dni po končani vojni prišel k meni, rekel, da je bila to njegova ideja, da bi mene zamenjali z Bavčarjem, jaz bi zamenjal Bučarja, skratka cele rošade na najvišji ravni bi se zgodila, ne, in potem veste, da je pol Demosa je bil za to, pol pa ni bil za to, ne, in takrat sem jaz pol rekel in to tudi napisal, da želijo prezgodaj deliti vojni plen, ne. Skratka, kaj je zamenjalo, kdo je kdo, ne, in jaz bi rekel, takrat naprej smo v državah.